Evo, živo. Ne, dajmo zares zdaj. Evo, tlele smo v fitnessu z Simonom Potokarjem, kineziologom. Nekateri ste napisali, da bi radi malo vaje za moč pa to in jaz sem obrnil eno telefonsko številko. Evo, želje se bodo uresničile. Pripeljal sem strokovno pomoč, tako da bomo danes posneli ene 3 sklope, a ne? Delamo vaje za moč, delamo ene vaje tik preden greste na kolo, da se malo grejemo. Mini aktivacija. Mini aktivacija in pa raztek. Zdaj prvi sklop bo se pravi vaje za moč, ker delamo vaje tako za medsezono, ne? Se pravi, ne bomo delali vaje tako kot v zimski sezoni, ker one tam močne uteži dvigujemo, ampak za vzdrževanje. Ja, to bomo pozimi posneli oziroma jesen. Bova videla, kako bo, po mojem okrog oktobra, novembra, takrat gremo zares na trenažerje, pač tisto, kar rabimo. Za razvoj moči danes bo pa bolj ta varianta poletna, bolj za vzdrževanje, bolj mogoče kot ena mini preventiva. Če veliko teraš bajk, veliko kilometrov delaš, da ne bo kaj boleti. Ja, evo poletna, ne, zdaj počasi bojo dopusti, ne, in pol ne boste mogli mogoče kolesa vzeti zraven tisti teden, pa lahko naredite te vaje, da vzdržujete mišice. Evo, recimo, ali pa vzemite bajk, ne, ipak pa naredite. Bajk vedno vzemite zraven, pa to še zraven naredite. Okay, daj, da ne bomo bluzili, zdaj gremo kar vaje pokazati. Ok, prva vaja. Delali bomo za kvadr, rit, malo imitacija kao v kolesarstvu, kjer skozi potiskaš. Zato bomo midva z Robijem uporabljali švedsko skrinjo, obviously tega na morje ne boste s sabo jemali, pač ker ni placa. Lahko pa ponudite kjerkoli stol ali pa klopco, kaj jo najdete. Ali pa suhozid. Recimo, ali pa to. Ja, nizko škarpo. Vaja gre pa takole. Robi bo pol sicer demonstriral, jaz bom zdaj sam naredil primer. Z nogo stopaš dol. Mi bomo zdaj dali v prvi variaciji poudarek na koncentrično moč. Se pravi, to je tisto v kolesarstvu, kjer ti premagaš silo. Se pravi, ko pedalo potisneš proti tlem. Tukaj je zelo pomembno, da ta noga nič ne dela. Se pravi, vsa teža bo na sprednji nogi. Robi se bo probal nagniti čim bolj naprej in z minimalnim odrivom te noge ali nič potisnil gor. Ko bo prišel gor, ne rabiš se truditi, samo spustiš se dol. Spet se bo nagnil in brez pomoči te noge odrinil gor. Evo, Robi, odar je tvoj, prva variacija. Da vidimo, kako z doma delo te vaje. Nagnem se. Nagneš se naprej, ne, ta noga naj bo čist stegnjena. Lahko si malo pomagaš, da dvigneš tukaj peto. Zdaj pa naj ta noga vse prevzame in odrineš gor. Tako, zdaj pa za dol grede se nič parati, samo padaš. Tako, pa spet nagneš se in gor. Evo, to je tipičen primer šolske napake in to je, da krčeš in odrivaš od te noge. Se pravi, če prijem jaz sem, ti se kar postav, Robi. Nogo daš gor, nagni se naprej, dvigni peto tiste noge, zdaj pa naj ta noga vse naredi, nič una, boljš, pa spustiš dol. Predvsem težji. Veliko težje in to je velika razlika, da ti tle 90-100% ali si z uno nogo še pomagaš, tako. Kar greš gor, evo. To je variacija 2 seriji, 1 do 2 seriji, 10 ponovitev na nogo, če narediš dober, več kot dovolj. Še na drugo boš šel, da noš asimetričen slučajno. Zmeri pa to, da na eno laž. Ja. Preveč odrivaš spet, ne? Se pravi, lej, zaklen, peto dvigan, zdaj pa odrino tam, tako, pa gor. To Robi, ja? Ajde, še ne 2 nared. Super. Še ena. Ok, no bomo te preveč matrali, ker smo tekmo včeraj, ampak to, da ljudje dobijo občutek, kaj se dela. To delamo, se pravi, 2x10. 1 do 2 serije, zdaj odvisno, koliko se hočete zmatrati. Če se hočete pač bolj, naredite 2 serije, če se hočete manj, 1 serija. Če je kolo na dopustu, 1, če ga ni. Tako, evo, kompromis. Ok, to je ta variacija, zdaj bova pa naredila še eno drugo variacijo, kjer gre pa za razvoj ekscentrično-koncentrične moči, se pravi, je pa cel ta gib. In takrat, ko potisneš in takrat, ko se operaš zunanji sili, ko gre gor. Se pravi, v osnovi ista vaja, začnemo zgori, s trupom se nagneš naprej, tukaj se boš pa mogel počasi spuščati dol, se tal dotakneš in dvigneš nazaj gor. Se pravi, tukaj je pa tudi spust zelo pomemben, ne padaš samo dol, pa probaš, če se le da, ob dotiku ne razbremeniti, ampak se samo nežno dotakneš. Ne, ker če se jaz spustim dol, pa naredim to, sem v bistvu vse s to nogo naredil nad 100. Okay. Gor. To. Zdaj pa narediš predklon, zdaj pa počasi spušči dol, se dotakneš. Ja, veš da. Ja, in gor. Zdaj tako, če vam je na stolu ta variacija pretežka, lahko vzamete eno podlogo, pa jo date spodaj, pa si s tem malo višino omejite, pa bo lažje. Robi ga kar malo stragla tukaj, le vidim, počasi dol in dvigneš. Tako. To je težka. Ajde, Robi.
Še zadnja, evo, in dvigneš. Ok, to je bila ta noga. Zdaj grem pa jaz en steper iskat, pa bomo malo podložili, da boš videl, kako je pa malo lažja variacija. Evo, na ta način bomo pa sam zmanjšali globino, ker je za Robija tista varianta malo pretežka. Pa bom imel zdaj olajšano izvedbo na levi nogi, se pravi Robi naredi dober predklon, pet počas dol, se dotakn in dvigan. Zdaj, če vam je pa ta recimo še, je pa glih prelahka, pa samo peto poravnej, pa narediš na ta način. Aha, štekam, ja. In mečkam več globine zaradi tega dobiš, ampak še vedno manj, kakor prej, ko si mogel čist do podna. Se v bistvu point je samo, da se tle ne odrineš. Tako, point je, da je vsa teža ves čas na te nogi, ta pa dela samo rahel dotik zadaj. Tako, evo. Super, Robi. Še dve nared, potem pa spustim. To, dvigneš gor, evo, zadnja še malo bolj predklon dodaj. In gor. Čakaj, še enkrat. Kar še enkrat. To. Zdaj, ko smo že tle, to, da boste vedeli, ni prav ali pa narobe, a si ti s trupom bolj po konc ali s trupom bolj nagnen naprej, je pa razlika, katera mišica bo malo več prevzemala. Se pravi, bolj, ko si nagnen naprej, bolj ti pomaga stegovalka kolka, bolj, ko boš po konc, bolj bo kvader dominiral. Zato, ker če se zamenjava, če greš ti dol, Robi, se pravi, če imam jaz po konc trup, bo kolen šel bolj naprej in bo zaradi tega bolj quad dominant, temu rečemo, ne? Če dam pa jaz trup naprej, bo šel pa bok nazaj, bo pa vse zadnji rit več prevzemala. Tako da obe variaciji sta zaželjeni. To je to, 2 serije, 1 do 2, 10 ponovitev, vmes si vzemite nujno minuto odmora. Če ni odmora, če ga ne rabiš, pol nisi dosti intenzivno naredil. To naj bo vodilo, prav? Zdaj pa tole, Robi. Takole bova. Zdaj tele bomo imeli za pol, za težjo variacijo. Spet bomo kar eno klop ponudili oziroma vi doma uporabite en stol. Zdaj gremo pa mogoče na eno mišico, ki jo dostikrat malo spregledamo. To je zadnja loža. Vseeno kolesarstvo ful pomembna, tako da mi da bova zdaj probala zaktivirati. Prvo bova naredila lažjo variacijo vaje, bova imela enonožni dvig boka. To, kar bomo danes snemali, lahko naredite tudi sonožno. Tako da, Robi, ti se kar uleš na hrbet, jaz v smeru, glava gre sem, noge grejo proti grinji. Evo, ta varianta. Zdaj tako, Robi bo delal enonožni dvig boka, ima v bistvu več opcij. Zdaj lahko bolj zapre kot v kolenu, se pravi, da je bolj na 90-ki, lahko ga bolj odpirava. Zdaj bolj, ko odpiramo kot v kolenu, bolj zadnja loža sama dela, težje je. Jaz bi pri večini začel kar blizu kota 90, pa je to nek tak kompromis dober, ki pokrije večino ljudi. Imejte pa pri tej vaji idejo, da res peto pritiskate vertikalno v podlago. Se pravi, ne sme ti peta med ponovitvami drseti naprej. Če ti drsi naprej, v bistvu delaš hkrati še iztek kolka, kar ni dobro, ker pol zadnja loža manj dela. Se pravi, vaja gre pa takole. Peto imaš postavljeno, to nogo daš k sebi, zdaj bolj, ko jo boš vlekel k sebi, lažje bo, bolj, ko jo boš dal stran, težji ti bo. Takole začniva, roke lepo fiksiri v podlago, zdaj pa peto pritisni v podlago dol in dvigneš bok. Počas spuščaš in dviguješ. Dve opciji sta tukaj, Robi lahko spodaj razbremeni bok, to je lažja variacija, lahko se pa tal sam dotakneš, pa imava pač težjo variacijo in je mišica skozi aktivna. Delamo pa na isti princip, kot smo tam delali. 1 do 2 seriji, tukaj gremo la 10 do 12 ponovitev. Čutiš dobro zadnji, ne? Kdaj se tudi zgodi, da ima eni občutek tle krča. Zdaj, jaz ko pravim, dokler te ne užge deli, če te pa pri tretji ponovitvi že pa pač treba jeti na sonožne variacije. Še druga? Še druga, kar greva. To, fiksiri peto, pritisni dol, bok dvigneš, evo, in si tukaj. Če bi pa kdo kadarkoli še čutil bolečino tle v sprednjem delu, sprednja notranja stran, to v bistvu čutiš na rastišče in to ni v redu. Če bi ga pri tej vaji čutil, isto, tako kot pri krču, vrni se nazaj na sonožno variacijo, je prezahtevna. To, Robi, ne vem pa, kje si štel? Ne. Ok, deva še 2 pol. Da ni za brez veze pršel, ajde, še ena. Ok, to je to. Vrnem se okrog, bova zdaj pokazala pa še težjo variacijo. Zdaj midva z Robijem imava tukajle drsnike. Pač za drsnike rabiš ustrezno podlago, če si v kempu, pač ta zadeva odpade. Oziroma se da isto variacijo narediti z veliko žogo ali pa s skejtom, če imaš. Tako da jaz bi najprej naredil z drsniki, midva bova najprej naredila sonožno variacijo, pokazala bova tudi enonožno, je pa to v bistvu nadgradnja te vaje. Prav? Tako da lej, Robi, ti se uleš na hrbet, rit pripelj tlele čist do roba blazine. Zdaj, kakor sva rekla, začnemo sonožno, bova drsnike dala pod pete. Zdaj tukaj je to pomemben, se pravi dorzalna fleksija v stopalu mora biti, ti moraš to držati. Iz te pozicije boš dvignil bok gor in za razliko od prej bo zdaj bok skozi fiksno dvignen. Bolj, kad držiš višino, težji ti bo,
bolj kot ti bo bok padel, lažje ti bo, prav? Zdaj pa tvoja naloga je naslednja. Iz te pozicije boš imel ti bok fiksen, noge pa steguj in krči k sebi. Tako, pa potegneš, odlično. Greva počas, pa k sebi. To, tretja. Ne, vidite, Robijev bok malo pade medtem, ko gre v iztek, kar je normalno, si pa želimo, da je tega padca čim manj. Čutiš, da je aktivacija tukaj veliko večja, a ne? Super, Robi, 6. Ajde. To, kar 5 še, 8. Spet bo šla do 10. Super. Ajde, še zadnja. In 10. Ok, vzdolj, malo pauze. Zdaj pa nažalost, Robi, boš mogel pokazati še eno nožno variacijo. Je pa ta varianta, se pravi isto, kar smo tam naredili. Noga k sebi, pa da te ne bomo preveč matrali, demonstrirava samo 4 ponovitve, se pravi bok dvigneš, tegneš in cukneš k sebi. Tako. Zdaj tukaj boste zelo hitro ugotovili, da nazaj grede, bo treba malo cukniti. Ne moreš konstantno vleči, ker boš imel feeling, da te bo krč udaril. Tako, še eno nared. Ok. Nina je tle kar direktorca, no. Mogoče bi mogla ono demonstrirati. Ja, zdaj bo želja naslednja, da se snemalka pojavi. To, evo, stegneš, bok imaš fiksen, to. Ne, tle se takoj vidi, Robijev bok veliko bolj pade, ker pri sonožni variaciji, ampak ne se s tem preveč obremenjevati, boste že s časom ga imeli višji. To, dosti je, Robi. Da te ne bomo skurali. To je to, dvigneva se gor. Čist gotov. Zdaj moramo pa obdelati slavni posnetek Pogija, leže na hrbtu odmike kolka. Se pravi, odmikalke kolka je tam Pogi delu, ful pomembne mišice. Ja. Mi, da bova naredila eno drugo vajo, jaz moram reči, da tisti video mi je bil zanimiv z vidika, ker me je zanimalo, kakšen je bil cilj zadnji, da so oni te vaje delali. Aha, se pravi, govorimo, samo da povem o videu na UAE Touru, je zaokrožen video, verjetno kolesarji poznate, kjer je UAE delal ogrevalne vaje pred etapo, v bistvu z elastikami. In v bistvu je bilo dosti enih vaj za odmikalke kolka, zato sem mi, da zarobimo ta program tudi vključila vajo za odmikalke kolka. Zdaj imamo celo paleto vaj, jaz sem za Robija pripravil eno, ki mi je malenkost bolj všeč, oziroma se mi zdi, da je res dobro zadane. Osnovna ideja je pa v bistvu ista, kot so imeli oni pri tistih vajah. Tako da, Robi, ti se kar uleš, tle bomo eno elastiko rabili na bok. Tle imamo dve opciji, ne? Imamo gumijaste, imamo te elastike. Zdaj za kolesarje ni to problem, ker se tako vsi pobriti, tako da imate lahko tudi gumijaste. Tako da mi, da bo tudi gumijasto uporabila, jo boš dal, Robi, nad kolena. Se pravi, šla bova v stranski plenk, spodnjo nogo bova pokrčila, iščeš kot 90 približno v kolenu, bok potisneš čim bolj naprej, se zravnaš, roka v bok, zdaj pa zgornjo nogo stegneno odmikaš gor in dol. Evo, to je vsa umetnost, vaja je tehnično v bistvu zelo preprosta, se vam pa bo tle dogajalo, da boste spodnjo odmikalko čutili lahko bolj kot zgornjo. To je v bistvu zelo zaželeno in tudi nič narobe, da imam kdo občutek, delam z desno nogo pa levo čutim, v bistvu leva tle dela še bolj. Tukaj pa kar ciljamo 12 ponovitev, 1 do 2 seriji. Robi, jaz kaj štev mogoče? Ja, že 12. Je že? Ok. Ok, naprej porinaš, nogo stegneš in greva gor dol. To. Super. 5. Evo ga. Čim bolj stegnem kolen. Ta stran je bolj zmatrana. Ta stran bo vedno bolj zmatrana, ker sta obe mišici že delale. Dobro, da si to rekel. Tukaj je v bistvu zelo pomemben, da enkrat narediš eno serijo, recimo, da začneš z levo nogo prvo, pa ko greš drugo serijo, pa glih kontra začenjaš. 12 je bilo. 12, ok. Verjamem ti, Robi. Tukaj ni kaj veliko za komentirati. Če čutite tle ob strani je v redu, če imate občutek, da nič ne čutite, sam pač povečite zahtevnost elastike, pač eno bolj trdo vzemite, združite dve, kakorkoli pač imate na voljo. Tako, ko so po ostalih vajah, pač te čaka še težja variacija. Ta je res malo herojska, no to ne predlagam čisto vsem, da delajo, ker je res zahtevna, ampak mogoče ti vrata, Robi, bomo videli. Nina naredi, no pressure. V bistvu bo osnova identična kot prej, samo da boš bil v celem plenku, se pravi ne na pokrčeni nogi, ampak na stegneni. Te bomo smerili, lej, daj roko tlele postav dol, noge obe zdaj popolnoma stegni, tako, eno nogo moraš dati na drugo. Zdaj pa, že pri tej poziciji se bomo malo ustavili, tle pri stranskem plenku je ful pomemben, da tle je luft spodaj, ne sme vam tukaj udarjati, se pravi, jaz ne smem videti, Robi, zdaj te malo dol potisnil, ne sme biti to v stiku s podlago. Se pravi, vi morate biti tle, morate narediti verzijo gležna in sloneti tukaj. Tudi tibialis boste zato čutili, tako da sami plusi. No, Robi, zdaj, ko imaš pa to čudovito pozicijo, pa zdaj začni dvigovati zgornjo nogo gor dol. Ok? To je pa zdaj težja variacija in vidite, da se Robi ful matra. Ja, nima še elastike, do tega še pridemo. Evo, to je to.
Pri tej variaciji, če jih boste 8 naredili na vsako stran, ste dobro. Ne, to pa je ne. Ja, oboje, čakaj, oboje. Oboje. To Robi, ajde. Evo ga. To, evo, lahko tako rečemo, to nam vam bo vodilo. Če naredite 12 ponovitev te variacije, to je to, Robi, kar končaj. Če naredite 12-12 to variacijo, Ja. brez elastike ste lahko zadovoljni s svojo odmikalko kovka, z močjo odmikal. Jaz nisem zadovoljen. Ti še ne moreš biti zadovoljen. Obdelala sva ta del, zdaj morava jeti pa še kor, prsen del hrbtenice. Tle bomo dali sicer malo manj poudarka, zato ker ni toliko vezan na sam performance, tukaj je mogoče vseeno majčkeno bolj vezan na to, da vas po dolgih vožnjah ne boli hrbet, tako da bova naredila še to. Ulež se na hrbet, bova naredila eno čisto osnovno variacijo. Takole, roke boš stegnil gor, pa noge boš dal na kot 90 stopinj. To vajo, po moje, kar nekaj ljudi, ki bo to gledali, že pozna, to je pač ena izmed variacij dead bug vaje. Ful dobra za globoke stabilizatorje trupa. Preden v bistvu karkoli začnemo, je tle najbolj pomemben, da je ledven del zaprt. Se pravi, tle spodaj jaz roke ne smem dobiti, če jo dobim, ni v redu. In tudi vse, kar se bo med vajo dogajalo, se mora dogajati, da je to v stiku s podlago in se podreja temu. Zdaj pa tako, mi da bova delala diagonalen iztek ene roke in ene noge, to, pa nazaj, pa druga diagonala. Tako, Robi pa zdaj določa, koliko bo on stegval roko in nogo na podlagi tega. Mogoče bo prvih 5 ponovitev lahko nogo stegnil, kakor v tem primeru, do konca. Pol bo pa mogoče mogel zadnjih 5 globino prilagoditi, da bo to še vedno ohranil. Ajde, Robi, da te vidim. The best. Pa vrači nazaj, tle tišiš dol. Super. S kaj matraš? Malo. Majčkam potresa je, ne? Vse to je zaželeno. Bolj, ko se treseš, bolj ste zadeli, tako da naj vam ne bo neroden. Odlično. Štev pa nisem, tako da. Jaz tudi ne. Ti tudi ne. Ajde, še 3 pa roka. To vračaš nazaj. Ta po dirki ni toliko. To in tretje. Kvadri. Ok, super, to je to, odležiš. Zdaj tako, tukaj imamo variacij, nadgraden, kako vajo poenostaviti, pač milijon. Tukaj ste lahko tudi sami malo kreativni. Zdaj jaz ne bi tukaj neki čarov, če hočete otežiti, da te lahko 2 ročki v roke. Lahko recimo naredite, da istočasno stegujete obe nogi in obe roki. To so pač variacije, s katerimi otežujemo, ampak pa bova šla pol še na eno vajo za prsen del hrbtenice. Prav, tako da boš vstal, Robi. Zdaj pa, tlele glih nimamo nič za vpet, ampak bova izkoristila uno. Evo, eno elastiko bomo rabili. To je taka najbolj popularna elastika iz Decathlona. To imajo po mojem vsi doma. Probite to elastiko vpeti približno v višino prsa ali pa oči, tle nekje vmes. Evo, elastiko bomo vpeli, delo boš za prsen del hrbtenice. To je za vas pomemben, zato ker imate skozi te statične drže. Ne, in pol se te mišice zadaj v tenzijo spravijo in če jih ne boste aktivirali, to pol začne po dolgih vožnjah vmes med lopatkami peči in je fajn, da eno vajo vsaj naredite za to. Se pravi, vaja v osnovi čisto preprosta. Naredimo trikotnik. Zdaj, širška jaz nastaven trikotnik, lažja je vaja, ožji, ko primem, težja bo. Jaz bi šel neko srednjo varianto, primaš z obema rokama, postaviš pred višino oči in greš za glavo, raztegneš na približno kot 90 v komolcih, zadržiš 3 sekunde in vrneš nazaj. Tle v bistvu jedna stvar, ki je pomembna, da ko prideš zadaj v kot 90, se elastika ne dotakne vratu. Na ta način jaz vem, da dosti ciljam roke nazaj. Zdaj, bolj ko ste utrujeni, bolj boste z glavo začeli to delati, ampak lej, ni panike, dokler se ne dotikate, je zadeva načeloma optimalna. Je pa še ena stvar pomembna, tle zadaj boste čutili, da se lopatke stisnejo in tudi, ko grejo roke naprej, probite ta stisk obdržati. Evo, Robi, tole prim. Prav tle nekje? Ja, to je zdaj tvoj trikotnik. Nastaviš na približno višino oči, se pravi višji gor. Noge imaš stegnjene pokrčene, daj se tako, da ti je udobno. To je najbolj pomemben, prav? Zdaj pa vleči za glavo. To, evo, Robi je to zelo dobro zadev, približno kot 90, 3 sekunde držiš in potisneš spredi spet. The best. Lopatke so ves čas aktivne, greš zadaj, zadržiš, to in vračaš spredi. Top. Kar greva zdaj par ponovitev narediti. To je tretja. Odlično, Robi, dobro čutiš tole zadaj, ne? Ajde, 4. Top. Vračaš. Greva še 5. To. 6. To, tlele zadržiš. Super. Še 2 nared, evo, Robi se že malo matra. Elastika ki hoče čim bolj k vratu pridati, vidim. To, ajde, še 1. Greš zadaj. Top. In spustiš, evo.
Težja variacija te vaje je pa sam širša elastika oziroma debelejša ali pa, da jo pač bolj našponam. Zato tle ne rabimo v bistvu za nekaj različnih variacij posnet. Bolj, da imate eno vajo, pa se tle mečken igrate z intenzivnostjo po feelingu. Tako da ja, evo, ta sklop smo naredili. Ta prvi, ne? Ta prvi, to je zdaj tak sklop. To je takrat, ko si rečeš, danes bom v svoj program dodal vaje za moč, ne da jih delam kot neko ogrevanje, flash, mišično aktivacijo pred kolesom. Potem si vseeno mečken utrujen, tako da ne priporočam glih, da imaš zdaj dolgo zahtevno vožnjo plus, da to zjutraj narediš, ker bo solzno oko na kolesu pol. Okay? Tako da pojmo zdaj na rešek aktivacijske vaje. To je zdaj tak mal izraz, ki meni sicer ni toliko všeč, zato kadar govorimo o aktivaciji, ne v bistvu govorimo o aktivaciji živčnega sistema, ker to ni, da ne bo kakšne pomote. Okay? Bomo laično rekli, da je to aktivacija, bolj bomo samo zbudili mišice oziroma jih ogreli. Bova pa takole, ne? Tukaj se bomo spet vrnili na posnetek od Pogija. Jaz sem si tole zamislil v kontekstu, da v bistvu z eno elastiko naredimo 3 vajce, ker si v bistvu lahko že v full opremi za na bajk, pa sam zaktiviraš po eno serijo. Prav. Tole lahko z balance visi v garaži, pa ja, se zmeri v teoriji, to je res, pa se spomniš. Aktivirali bomo pa tako, aktivirala bova midva upogibalko kolka, ki je za vas full pomembna, odmikalko, zadnjo ložo, pa pol bova eno variacijo naredila še ob steni, da se kvader zbudi, to je to. Tle ne ciljamo zdaj, tako kot smo pri teh vajah, mišično utrujenost, se pravi, da čutiš, da te peče, bolje tako, mišico začutim, relativno prijetno mi je, ne rab full cajta trajati, pa glih toliko, da se zbudijo. Evo, Robi, prva vaja, deva sta lažje začeti, da bova tehnično bolj, pa pejva tjale ob steno vse naprav. Ti už elastiko namestil tlele, čez stopala, ne čez gležne. Se pravi, takole jo boš dal. Ja, takole, ne? Ta varianta, ja, super. Evo, prva vaja je za aktivacijo upogibalke kolka. Mogo se još obrniti k meni. Šel sem k steni zato, ker tle je fajn, da se nasloniš. Zdaj, če imaš bajk upet, pa se lahko primaš še boljše, ne? Se už prijel, v tvojemu primeru desno nogo boš najprej dvignil na kot 90 stopinj. Tukaj zdaj gledamo najprej ta kot. Ok, zdaj pa iz tukaj sam začneš rahel izteg v koleno delati. Super, evo. In to je to. In samo delaš dinamične ponovitve. Čutiš, da se ti tle rectus femoris aktiviral. Top, evo. In zdaj ideja je naslednja, ne? Višji, kar Robi drži nogo, pa bolj, kar stegne kolen, težje je, bolj, kar je noga nizko, čutiš razliko, ne? Ja. Evo, Robi je zdaj že na 12. ponovitvi, to je dosti, kar obrn. Tukaj tudi, če ste 8 naredili, vrh glave. Zdaj se pa obrnaš. Pa tle delamo kaj, eno serijo za Eno serijo, to je samo toliko, da se zbudijo mišice. To, pa nazaj. 2, to. Zdaj bi še malo višine dodal. Ne, pa še ena stvar, ki je prej nisem omenil. Bolj, kad trup visi nazaj, lažje bo. Bolj, kad bo Robi zaprl kot v kolku, težje je. Ne, čutiš razliko. To. Evo, da bo fair še 2 nared, 7, in te nam pred zmatral. In 8. Ok, zdaj pa jaz bom zamenil elastiko, ker ti jo drugače prej lahko. Načeloma lahko ostane ista, ne? Ja, lahko sta. Sam je res malo razlike med tem pa tem, kar bova zdaj delala. Ampak načeloma sta lahko iste. Zdaj pa zdaj nadgležne elastiko. Super. Zdaj bova pa naredila stoječ odmik kolka, ti se už z roko malo prijel, stojno nogo boš čisto rahlo pokrčil v kolenu, zdaj už pa delu odmik v stran. Se pravi, tukaj spet ciljamo te odmikalke. Za isto mišico je pač Pogi v posnetku delu variacijo, kjer je ležal na hrbtu in je kolena odpiral na razen. Ista ideja zadaj, samo druga vaja. Zdaj pa tako, ti kar deli, Robi, bolj, ko se boste z bokom naslonili proti steni, kar odpri, težja je vaja, bolj, ko bok visi stran od stene, lažja je izvedba. Vedno težja. To je, evo. Dosti jih imaš, Robi, kar obrn. To. Se pravi, kar spod lahko se naslon, bok potisa noter, evo. The best. Zdaj tudi po obrazni mimiki vidite, da je čist drugače kot prej, a ne, Robiju je to relativno prijetno, no glih rekel, da uživa, ampak ni pa to trpljenje, ne. Zdaj bo prvem sklopu odlični uživa. Evo, še eno imaš, Robi, to je to, 12. Ja, veš, danes bom zaaktiviran v 0. Zdaj pa, ideja bi bila še aktivacija zadnje lože, se pravi, z eno nogo boš stopil na elastiko, z drugo boš pa naredil pogib kolena. Pa tle bomo kar statično naredili, se pravi, potegneš do približno kota 90 in sam statično držiš 15 do 20 sekund. Se pravi, z eno stopimo gor. Tako, drugo, da je čez gležen. Pa tako, ne? Tako, ja. Ok. Zdaj pa iz tukaj sam narediš upogib v kolenu.
To se pravi, pomemben je vsem, da sta noge poravnane, pa tle si zdaj potegnil peto gor, čutiš zadnji aktivacijo? Ja. Odlično, evo, zdaj pa sam drživa. Da ti nam krivice delo bom štoparca vsem pržgal. Vi pa lahko po feelingu naredite, pač 15-20 sekund. Če se vam zdi ful presimpel, pa pač malo tršo elastiko vzemite. Što je to Robi? 15 sekund, pa naredimo še kontra, no, da bojo videli. Ok. Evo ga, to je to. Robi linijo ima, to je pomemben. Ko 90 ima, zdaj po občutku tle se vam... čutimo, ne? Tako, tle čutimo. Dostikrat se vam bo zgodilo, da ko ste šli recimo že na tak kot boste mislili, da ste na 90-ki, pejte po feelingu malo previsok, pa boste glih pravi kot zadel pol. Evo, Robi, v redu si. To je to. Evo, elastiko kar pust, pa jo sam še sprav nad kolena gor. Okay. Evo, zdaj bova pa pol, te 3 vaje ste naredili, če tanka imate bicikl, nimate stene, čeprav bi bilo čudno, da ne bi imeli, ampak če nimate slučajno, lahko s temi 3 vaje zaključite. Če pa imate, se pa še naslonite ob steno, noge dajte mečka naprej, pa relativno usko stopaš, Robi. Tako, ja, se spustiš dol na kot 90, pa zdaj od tukaj še malo odpri kolena, evo, uživaš 20 sekund in je to še zadnja vaja za ogrevanje. Zdaj že misliš na klanec, ki te čaka. Ja, to je psihološka priprava na klanec, evo. Evo, Robi, 8 sekund ima še. Nov kom, ki bo padel. 2, 1 in popustiš. In smo ogreti. To je to, ogreti. Mi smo rabili najbrž 5 minut za tole, vi boste rabili 3 minutke. Zdaj pa še... Če malo se sprostimo, ne? Zdaj pa se sproščanje. Oziroma del, ne vem, mogoče vam malo posplošil, kaj ga ljudje najbolj spuščajo. To je vadba gibljivosti. Ja. V bistvu gibljivost je glih tako pomembna ka moča, ne? Ker če recimo mi vzamemo besedo kondicijska priprava, ne, zajema različne sklope. Vadbo za moč, vadbo za hitrost, vadbo vzdržljivosti in tudi vadbo za gibljivost. Tako da, če hočeš biti res dobro pripravljen, moraš te vse stvari imeti in tudi gibljivost je v bistvu zelo pomembna, ker ti omogoča gibanje čez polno amplitudo, ne, oziroma čez poln obseg giba. Mi da bova naredila 3 vaje za streč, da ne bo tega preveč. Prva vaja, ki bova delala, se mi zdi za vas najbolj pomembna. Se pravi, če nimaš cajta za nič, mogoče vseeno to vajo probite narediti. A pa to sem, da te vprašam, Ja. ko smo tle, a to je najboljše recimo narediti takoj, ko prideš s kolesa ali recimo enkrat v dnevu Ja, zvečer? to je pereče vprašanje, ki ga vedno dobim, kdaj je stretching. Zdaj, če bi se šli mi profi varianto, je pomemben, kdaj ga delaš za nas, rekreativce, je sam pomemben, da ga narediš. Ja. In jaz se s tem ne bi obadal. Probite si ga dati nekam, Važno, da ga damo not. tako, nekam ga dajte, Dajmo ka tako veste, da začeti. ga boste naredili. In je to 100-krat boljše, kot če mi zdaj govorimo, kdaj je najbolj optimalno. Okej. Lej, takole bova naredila, Robi. Prva bo za razteg upogibavke kolka, to, kar smo prej zaktivirali. Spet rabite en stol oziroma klop. Bo pa ta variacija. Stopalo boste položili gor, koleno odložite na tla in iz te pozicije potisneš bok naprej. Se pravi, daj levo nogo gor. Evo. Se pravi, Robi je zdaj v tej poziciji, bok je potisnil rahlo naprej in že zelo hiter čut, zelo agresiven razteg tukaj sprednja. Zdaj, bolj, ko boste vi ta kot v kolenu zapirali, se pravi, bližje, ko bo peta prišla oziroma višji, ko bo ta naslon, močnejši in bolj agresiven bo ta razteg. Zdaj, pri streču je vseeno malo drugače, kot je pri vadbi za moč, to je vseeno vadba s feelingom, se pravi, ne zdaj forsirati, da delaš grimase medtem, ko se strečaš, ampak naj ti bo vseeno to vsaj malo prijetno. Okay? Če vam je recimo ta višina prelahka oziroma premalo čute razteg, pa nimate opcije za zvišati, pa lahko v tem primeru sam stisnete rit, Robi tlele napni levo ritnico, mečkam se medenica zavrti in na ta način še povečaš razteg. Ja, ta je že kar agresivna. Ta je že kar agresivna. No, v tem primeru bo Robi tle malo popustil. Jaz samo vsem predlagam, da držite to minuto, 2, fajn je, da ta refleksa nateg popusti. Imamo tudi ene tehnike, kjer ga lahko malo krog prinesemo, ampak da ne bomo preveč komplicirali, samo dolgo držite, pa je to. Ok, Robi, kar zameniš še na drugo nogo, se zravnaš, bok naprej. Zdaj na eni nogi boš čutil, da je bolj zategval. Sklepam. Prej, ne, na levi. Ponavadi je udrivna noga tista, ki ima bolj zategnjeno pogibavko kolka. Ni nujno, ampak v večini primerov se tako pojavi. Še ena stvar je pomembna, da povem. Eni boste znali to čutiti le spodaj na kolenu. Dajte si, če to čutite, ful podložiti s kakšnim polštrom. Če pa tudi to ne pomaga, pol pa bo treba eno drugo vajo zamenjati. Najdete, prav lahko napišete. Ja, pa malo bolj debela. Načeloma ja, če daš dosti debelo peno, je to. Ok, Robi, to je to, kar sprostiš. Kaj pa to, recimo, če nimaš nič, ker to s enim delajo? Ja, no super, da si omenil to, evo, lej. Ta varianta? V osnovi identična stvar.
stvar, se pravi razteza isto mišico. Samo malo manj agresivno. Malo manj agresivno je, pa v tem primeru imam jaz zelo rad, da če že se greš to varianto, si daj nekaj zraven leve roke, da se držiš. Zato, ker kljub temu, da ti ne čutiš, ti v bistvu v tej pozi ful loviš ravnotežje in pol mišico krčiš, pa hkrati jo strečeš. Tako da, če se le da, roko postavi na neki gor, se držiš, v osnovi pa ista ideja. Tako da to velja. Zdaj bova pa naredila še razteg za zadnjo ložo. Ja, ta je ena moja ljubših variacij, zato ker ti zraven potegne tudi še tle iztegovalke trupa, ki so prva dosti v krču. Noga je čist tegnjena, tle se primaš, zdaj tole, kaj je Robi naredil tako, kakor da ni nič, to je zelo redko. Večina se zna ustaviti že tukaj nekje pri gležnju. Jaz sem pa, sorry, da to moram povedati, jaz sem včasih dejansko bil tle. Pa je že ne dolg nazaj, no, v bistvu tudi. Tako da kolesarstvo tudi razteguje. Mislim, če delaš zraven. Ne, super je tole. Mislim, če pridete takole, kar Robi, je to ena. Zdaj tisti, ki vam ne bo uspel priti, navežite mogoče en štrik ali pa eno elastiko tukaj okrog, da se boste lahko prijeli in sam statično drživa. Razteg je pa tako, čutili ga boste pretežno tle spodaj pod kolenom, ne bo vam šel toliko proti zadnji loži, ampak to ni nič narobe, vse štima. Tle lahko še to dodam. Ja, to nismo povedali, bravo, dobro, da si rekel. Se pravi, če gre ta roka čez, pa s trupom naprej, vam potegne tle zelo dobro iztegovalke trupa in na ta način pač dodate še to stvar zraven. Ok, Robi, to si šolsko pokazal, sam še drugo nogo naredva. Evo, gre čez, roka čez in spet Robi tle to lahko naredi, pač potegne še ta del zraven. Ampak če ne morete tega narediti, je tudi v redu, če sam pač prijete do prstov. Top, Robi, to je to, kar popust. Princip je pa isti, držite minuto do dve na nogo. Zdaj bolj že bilo, če bi to večkrat ponovili, ampak za začetek, če narediš minuto do dve vsako nogo, eno serijo, pa to delaš vsak dan, si zmagal. Ok, zdaj ste pa še na hrbatu lež, bova pa raztegana še odmikalko kolka. Je pa ta, en moj najljubših raztegov, se pravi, greš diagonalno čez, roka gre dol. Zdaj tle je par stvari pomembnih. Če hočemo res dober razteg, je pomemben, da je to čim nižje dol, tako dobimo najbolj realno sliko, koliko te streča, ker če se ti tle s trupom obrneš, lahko prideš čist do podna, pa nič ne čutiš. Ja. Če pa jaz tebe tle v kontro dam, je pa to čist nekaj drugega. Zdaj en tak trikac, ki ga jaz tudi recimo doma naredim je, da če imate kavč v L, se uležeš, to nogo podkajlaš pod kavč, pa se s trupom samo v bistvu v kontra smer obrneš in te ful dobro raztegne. Zdaj tukaj imamo tudi dve variaciji. Če hočete ciljati bolj odmikalko kolka, pokrčeš kolen, pa si ga daš takole spodaj, to ti gre mečkam bolj narit. Če pa ti nogo stegneš, koliko je Robi, pa kolen pripeleš više gor, ti pa mogoče mečkam bolj vsem tlele iztegovalke trupa potegne, to malo presote sami, pač kar vam bolj paše raztezati. V obeh primerih se pa oboje streča, sam pač odvisno, katera stvar malo prevladuje. Enim se tudi pojavlja, da jih pol tukaj na notranji strani začne boleti ta poza. Če vas to boli, probite nogo čim bolj stegniti v koleno. Na ta način načeloma odpravimo to zadevo. Ok, Robi, to je zelo lepo pokazal. Daj še drugo stran. Evo ga. Ok, pa zdaj jim pokaže še variacijo, če bi rad malo bolj rit raztegnil oziroma odmikalko kolka. Pod kolenom zatakneš in ima to variacijo. Tukaj se bo zelo hitro videl. Na eni strani se bo rama ful bolj dvignila, tista stran je bolj zategnjena. Pri meni je ta stran pri vseh vajah bolj zategnjena. Je pa tako, da tisto, ki nogo kamečete na kavici tudi bolj čez, je že v osnovi bolj odprta. Pa ta variacija bolj ksep. Lahko pa recimo, če je ta stran recimo vidno manj raztegnjena, lahko malo podaljšaš. Tako, če vidimo, da je res izrazita razlika, lahko naredimo, ne vem, 2 minuti na desno nogo, pa samo 1 minuto streča na levo nogo. Evo ga, preživel si, Robi. Ja, dajmo zdaj še podebatirati, da naredimo en epilog tegale. Ja. Se pravi, zdaj tako, in season, jaz mislim, da če delamo prvi sklop vaj za moč, če naredite enkrat na teden, če imate veliko kilometrov na teden, Če so dirke še vmes. Tako, to pa sploh. Pa če so dirke, probite pol bolj v začetku tedna to narediti. Zdaj, to ogrevanje, ki smo naredili, to je lahko pred vsakim treningom, to je itak, kot smo rekli, sam kot neko ogrevanje služ. Vadba za gibljivost, to je pa v bistvu pravilo več je več. Prav, probite to res vsak dan. Tako ne sploh razmišljati, da bi 5krat, ne. Vsak dan bom naredil. Ja. Če pač gledaš TV, ne vem, gledaš highlighte, zdaj ka bo tur, si pržgeš, trečneš zraven, pa se pol na kavč flikneš, pa si zmagal. Ja, jaz sem se recimo za razteg sem se res navadil vsak dan. Ja, naredi ful razliko, se mi zdi. Ja, ker recimo, ne vem, če ste opazili pri Nikotovem videu, ko smo bike fitting delali, ko me je vprašal, če delam razteg, je Nina naredila. Ja.
Ampak te 3 vaje, ki smo jih danes pokazali, dejansko vsak dan delam. Tako da evo, zdaj imamo en sklop za dopust ali pa za mid-season, en sklop za v garaži imeti elastiko, narediti na hitro, preden gremo na vožnjo, bo tudi manj poškodb, ne, v bistvu. Ja, upamo, ne. Upamo. In pa razteg, ki je pa fajn delati vsak dan, zelo priporočamo. Tudi pri bike fittingu svetujejo to, tako da evo, uživite, delite, pa se gledamo naprej. Hvala, Simon. Nikaj. Čau.